Knjiga 105 petkov je dolga 336 strani, kar obsežna zadeva. Predvsem, kar smo se trudili s knjigo narediti, je dati dejanski popis vseh 105 protestnih akcij, ki so potekale ob petkih, pa tudi tistih, ki so potekale ob drugih dnevih. Vključeno je tudi v bistvu ta neke okoliščine pred samim začetkom teh kolesarskih protestov in pa tudi nekaj dogajanja po volitvah 24. aprila lanskega leta, v smislu, da se nakaže neka smer. Zdaj, knjiga sama vključuje tudi, oziroma v knjigi je več kot 450 fotografij, ki so jih prispevali taki renomirani in zelo kvalitetni fotografi iz te slovenskega prostora, dokumentarni, nekateri od njih imajo dolgo tradicijo tudi dokumentiranja protestov, med drugim so to Janez Zalaznik, ki je knjigo tudi oblikoval, Tone Stojko, Miro Majcen, Luka Dak-Skobler, Željko Stevanič, Borut Kranjc in še precej enih drugih. In na nek način je tudi knjiga tako zasnovana, da so te fotografije, ki jih tudi en del jih lahko vidite od zadaj za mano, da so nekako tudi eno izmed ključnih nosilcev, kako bi rekel, vsebine, ker je tudi sami protesti so bili zelo kulturno, umetniško, vizualno obarvani. Poleg fotografij vključuje knjiga zbirko kratkih esejev, oziroma so vključeni kratki eseji, ki iz različnih perspektiv prikazujejo oziroma predstavljajo poglede avtorjev na sam fenomen teh, kaj je bilo specifičnega na teh 2 letih kolesarskih protestov. Tukaj so noter kratki eseji, skratka Tanja Lesničar Pučko, Gregor Repovža, Renate Salecl, Erika Valenčiča, Svetlane Slapšak, Borisa Vezjaka, Sandre Bašič Horvatin in nekaterih drugih. Potem so pa še besedila, ki dejansko ob vsakem petku je tudi pač krajše besedilo. Ta besedila večinoma dejansko črpajo iz objav na družbenih omrežjih in je tudi nekako povezava s tem, da v bistvu so bila družbena omrežja in ta komunikacija preko družbenih omrežij v povezavi z temi protesti je tvorila kar en pomemben del specifike teh protestov. Potem čisto na koncu knjige je pa še en tak zelo natančen faktografski popis vseh afer in pravno spornih potez, ki jih je vlada dejansko v teh letih med 2020 in 2022 sprejela in ki so tudi nekako spodbujala in bila glavni nekak razlog za proteste. Zdaj, mogoče sam kaj si mi kot avtorji knjige smo, oziroma pač uredniški odbor knjige smo si res želeli predstaviti znotraj te knjige. Predvsem seveda to, kar je specifika, je ta dolgotrajnost protestov. Večinoma protesti nekako se zgodi nek povod, se naraščajo in potem v roku parih tednov ali pa mesecev, če ne pride do nekega želenega rezultata, padejo. Zdaj, tukaj je res bila ta specifika, da so to bili protesti, ki so 2 leta trajali, se na novo izumljali vedno nove in inovativne taktike, ki so bile namenjene temu, da po eni strani vključijo, da ohranijo to motivacijo ljudi za upor, za kritičnost do trenutne vlade in po drugi strani so te nove taktike bile nujno potrebne zaradi različnih načinov, ki jih je pač vlada represivno poskušala uvajati, da bi preprečila te proteste od kazni do medijskih napadov, različnih prepovedi, ki so bile točno usmerjene v to, da bi se protesti prepovedovali. Druga pomembna stvar so te kulturno-umetniške vsebine, ki smo nekaj že v njih že povedali, ki so pač razlog, zakaj je tudi toliko fotografij, kako narediti to nevidno represijo, te nevidne afere vidne, kako za to uporabljati neke taktike iz ulične umetnosti, iz likovne umetnosti in tako naprej. Zanimivo treba tukaj omeniti tudi neverjetno ustvarjalnost, ki so jo pokazali sami udeleženci protestov, da je to res bilo nekaj, kar se je razvijalo od spodaj navzgor, oziroma sami iniciativno so ljudje, ki tudi mogoče niso bili nujno umetniki, tukaj umetniško sodelovali. Poezija je nastajala, cele pesniške zbirke, glasbene pesmi so nastajale in tako naprej. En poseben aspekt so te mehko-teroristične akcije, ki jih je bilo kar nekaj organiziranih. Tukaj je pač v bistvu mogoče nek pionir tega v slovenskem prostoru bil Marko Brecelj z nekimi takimi usmerjenimi uporabo tudi humorja, transgresije in tega, da se izpostavi neko politično sporočilo. In pa, kot sem že rekel, uporaba socialnih omrežij je bila ključna za nekako vzdrževanje in rast in razvoj teh protestov. Tukaj se je socialno omrežje uporabljalo tako za
na nek način promocijo, za spodbujanje ljudi k protestom, kot tudi za samo komunikacijo, recimo med ljubljanskimi protestniki in pa temi protestniki po drugih krajih je ta komunikacija vsa potekala večinoma preko socialnih omrežij. Še mogoče dve stvari, ki sta vredne omembe, je to aktivno naslavljanje medijev. Namreč ena stvar tudi, ki se zgodi, je to, da mediji izgubijo interes za neke vedno iste vsebine in tukaj je pač se oblikovala tudi strategija tega, da so vsak petek ne samo, da je bila neka druga tema, ampak se je dejansko pošiljali neke medijske izjave, vsebine specifično targetirane na medije, da se ohrani ta tudi zavedanje v neki širši javnosti o teh protestih, tako da tudi nekateri teksti noter pač so prav tudi iz teh medijskih izjav za medije črpani. In pa potem še mogoče zadnja taka pomembna res stvar, ki je specifična za te proteste, je tudi to oblikovanje iz samo protestnega gibanja, ki pač nasprotuje nečemu v neko širšo fronto, ki združuje nekako posameznike, posameznice in pa civilno družbo in tako je pač nastala tudi v sklopu teh protestov najprej protestna ljudska skupščina, ki je imela svoj, kako bi rekel, zbor ustanovni za 3000 člani in ki je potem oblikovala tudi dokument, smernice protestne ljudske skupščine. Ta fronta se je potem izpostavila tudi na referendumu za vodo in pa na koncu preko oblikovanja tudi glasu ljudstva kot neke pač organizacije, ki te zdaj trenutno še vedno združuje 100 organizacij civilne družbe in še vedno aktivno naslavlja to politiko, ki jo imamo zdaj trenutno, to trenutno vlado. Tako da skratka, upamo, da ta knjiga nekako predstavlja nek kompendij vsega tega materiala, ki je zbran, da se ohrani, da se ne pozabi. Hkrati je tudi nek insajderski pogled na to, kako smo nekateri izmed pobudnikov oziroma neke skupine, ki so bile najbolj aktivno vključene v te proteste, razmišljale in pa upamo, da je tudi nek primer uspešne prakse v Sloveniji, ki je uspela ohranjati ta upor, dokler je bilo potrebno in da je lahko kot taka tudi v tujini ali pa v prihodnosti pač zanimiva kot nek vir inspiracije.